Dobro, ni pa laktoza edina stvar, na katero smo lahko alergični oziroma imamo intoleranco. Suzana, kar velika težava. Danes recimo imamo čičeriko. Zanima me, ali je tudi alergena oziroma lahko povzroča neko intoleranco oziroma smo intolerantni na njo. Predvsem pa kuskus, ne? Kuskus, ja, narejen je iz pšenice, ne? In dejansko, ja, tisti, ki imajo težave z glutenom ali pa celo celiakijo, se temu žitu res morajo izogibati, ampak za več informacij pa imamo tukaj strokovnjakinjo, dietetičarko Katjo Simič. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Pa dajva najprej za začetek razčistiti, kakšna je razlika med alergijo in pa intoleranco? Alergija je v bistvu nek imunski odziv organizma, kjer telo dejansko prepozna neko sestavino v živilu, v hrani in na njo naredi v bistvu pretirano reakcijo. Se pravi, če nimaš alergije, spelje organizem to brez težav, če telo tisto molekulo prepozna kot pač alergen, da naredi v bistvu nek pretiran odziv, pa pridejo neke težave, ki so lahko manj hude ali pa bolj hude. Se pravi, nek anafilaktičen šok lahko dejansko je življenjsko ogrožajoč. Pri intoleranciji pa ni v bistvu tega odziva, se pravi, nimaš recimo na krvi nekih protiteles in tako naprej, ampak dejansko tisto živilo nekako nagaja, zdaj ponavadi pač, ne vem, nekako ga težko prebaviš, nimaš kakšnega encima ali pa podobno. Včasih se pa simptomi kažejo zelo podobno. Se pravi, mogoče kot laik ne veš, kaj je zadaj in neke samodiagnoze so v bistvu tukaj lahko tudi nevarne, ker se mogoče odločaš črtati neko skupino živil iz svoje prehrane, pa zato ni neke osnove. Tako da je fino narediti diagnostiko, iti pač do zdravnikov, da preverijo, kaj je zadaj. Intoleranca oziroma preobčutljivost ali dejansko res alergija. Zdi se mi, da skoraj da vsak človek ima zdaj že nekako alergijo, ki si jo ali sam postavi ali pa je res pač podkrepljena z znanstvenimi dokazi, potrjena torej strani zdravnikov. Ampak če se morda ustaviva pri kuskusu, danes bomo pripravljali jed iz tega žita, ki vsebuje gluten. Če bi recimo to jed ponudili tistim, ki imajo celiakijo, kaj bi se zgodilo? Zdaj, celiakija pa spet ni v bistvu alergija, se pravi spet neka avtoimuna bolezen, kjer je res pomembno, da gluten iz prehrane popolnoma črtamo. Se pravi, nekako se šteje, da če bi imeli velik kotel, ne vem, golaža, pa bi dali za noževo konico noter, recimo strupa neke gobe ali karkoli, bi recimo lahko bila reakcija. No in taka majhna količina glutena lahko naredi reakcijo v bistvu bolniku s celiakijo. Tako da v tem primeru je treba biti res zelo strikten, ne samo, da se žitu temu odpoveš, ki ima gluten, ampak se je treba odpovedati ponavadi tudi kakšnim začimbam, predelanim živilom, določeni aditivi imajo gluten, plastelin ima gluten in tako naprej. Se pravi, ogromno res še težji v bistvu spoštovati pravila te diete, če tako rečemo. Pri alergiji je pa drugače, lahko imamo mi alergijo na beljakovine pšenice, pa potem lahko uživamo recimo piro. Čeprav pira ima glutena, se pravi, pri celiakiji ne smeš nič, kar ima gluten, pri alergiji na pšenico je pa spet malenkost lažji. Moraš pa res samo paziti, da ni v bistvu pšenica prisotna. Se pravi, nista spet tukaj nujno to, da je treba enaka pravila slediti. Ampak na srečo imamo veliko možnosti, kaj vse lahko kuhamo, namesto kuskusa recimo riž, kaj še? Ja, naprimer riž, kvinoja, proso, ajda, se pravi, to so neka ta žita ali pa psevdožita, ki glutena ne vsebujejo. S tem, da je treba paziti tudi, da ni prišlo do kakšne navkrižne kontaminacije v procesu še proizvodne ali v domači kuhinji. In res dejansko moramo pogledati na embalažo in preveriti, ker je treba vse te stvari imeti dobro označene. Se pravi, živilo brez glutena ali pa alergene. Kajti gluten lahko najdemo tudi v živilih, na katere sploh ne bi pomislili, da recimo vsebujejo gluten v posebni klobasi. Naprimer, ali pa kakšna začimba, ne vem, origano, tako naprej, kakšne začimbe mešanice, ki imajo kakšen škrob noter ali pa pač podobno. Se pravi, gluten je res lahko, se pravi, tisti, ki res imajo neko diagnozo, dobijo zelo jasna navodila in vejo, kaj vse je treba paziti. Gremo naprej. Alergija na kravje mleko. Trgovske police so polne različnih nadomestkov, poznamo rastlinske napitke, ampak verjetno tudi tukaj moramo paziti, da potem v naše telo ne vnesemo preveč sladkorja. Zdaj, kateri rastlinski napitek seveda izbrati po okusu, vemo, kaj bi izbrali, kaj pa tisto, kar je najboljše za naše telo? Ja, res je. Zdaj, spet, če se mogoče samo majčkeno vrneva nazaj, alergija na kravje mleko in iščeš nadomestek, lahko morda uživaš kozje mleko ali ovčje mleko. Se pravi, če je alergija na beljakovino kravjega mleka, ni nujno, da boš
rabil popolnoma mleko izločiti. Če pa je alergija, potem je treba izločiti vse, kar je prišlo iz kravjega mleka, se pravi tudi izdelki, siri, skute in tako naprej. Pogosto ljudje mislijo, da je kar laktozna intoleranca. Se pravi, laktoza je v bistvu sladkor v mleku in nista to spet tisto intoleranca, se pravi preobčutljivost, ni naredila reakcije alergijske, alergija na beljakovino kravjega mleka pa je drugo. No, če pa greva na rastlinske te mlečne nadomestke, je pa tako, da zdaj, da bi rekli, recimo, ne vem, to mleko, ta rastlinski mlečni napitek je boljši kot drug, ni nujno. Je treba res obrniti embalažo nazaj in pogledati v bistvu spet seznam alergenov, če je od zadaj alergija, in pa hranilno vrednost, paziti na dodane sladkorje ali sladila. In bi recimo sojin mlečni napitek tukaj bil lahko predvsem zaradi hranilne sestave. Ostali te napitki pa nimajo predvsem beljakovin in pa mogoče kakšnih mineralov. Je res, da včasih pol to noter dodajajo, ampak nekako kulinarično gledano se lahko to dvoje zamenja, hranilno gledano pa ne. Je to popolnoma druga sestava, tako da je treba pogledati in jaz bi predvsem opozorila, sladkor, dodani sladkorji, sladila, čim bolj temu rečemo clean label, se pravi, da je čim manj v bistvu tista stvar predelana. Kaj pa izdelki, ki ne vsebujejo laktoze? Tudi to se mi zdi, da zadnje čase se kar veliko pojavlja, ljudje posegajo po teh izdelkih. Zdaj, kdaj vemo, recimo, če imamo že lažje prebavne motnje, potem verjetno poskusimo s kakšnimi drugimi izdelki, tudi recimo brez laktoze, ampak verjetno je pa na koncu najbolje se oglasiti pri zdravniku in potem, da dobimo res potrditev, ali smo alergični oziroma intolerantni na laktozo. To je prvi korak, da zveš, kaj je težava. Se pravi, da jo pravilno nasloviš, tega sam ne moreš narediti, to je treba pač narediti teste, ali alergije, ali intolerance, kakorkoli zdravnik svetuje in potem v bistvu na podlagi tega narediš pač nek protokol oziroma nek ukrep in potem iščeš rešitev oziroma rezultat v njemu. Zdaj, kar sam od sebe nekaj spet ven izločati iz prehrane, sploh ne vedeti razliko, kaj si naredil, potem tudi ne znaš niti pojasniti nekomu, kaj si že naredil, se po možnosti zaciklaš, neke težave se pojavljajo še naprej. Tako da to je najslabše, da kar nekaj raziskuješ. Gremo po diagnozo, vidiš in potem dobiš tudi zelo jasna navodila, kaj ja, kaj ne. Se mi zdi, da zadnje čase zelo radi raziskujemo, ne? Ja, internet je zelo dober diagnostik, ne? Tako, vse ve. Vse ve, najde vsako rešitev tudi, ne? Ja, in tudi za vsako rešitev ima novo težavo, tako da se potem ta stvar kar hitro lahko zacikla. Ampak tisti, ki imajo res težave, vedo, ne? In se tudi zelo dobro potem poučijo o tem, kaj smejo in kaj ne. Tudi jajca so lahko velik problem, predvsem beljakovine v rumenjaku ali pa beljaku. So tiste, ki povzročajo težave. Kako pa lahko recimo, glede na to, da jajce je tudi dobro vezivo, še posebej, če radi pečemo, pripravljamo domače jedi, s čim lahko recimo jajce nadomestimo? Jaz priznam, da sem ta vprašanje šla kar malo raziskati, če kulinarično gledano, zaradi tega, ker jaz predvsem nadomeščam jajce s kakšno čičerikino moko, v kakšnih palačinkah, naprimer. Lanena semena, čija semena so mi bila poznana, moram pa priznati, da me je presenetilo, da se svetuje tudi recimo kašica iz jabolka ali pa pretlačena banana in ogromno nekih teh veziv. Še ena stvar, kaj pa čija semena, pa recimo tudi, lanena? Naprimer, čija lanena semena skupaj z vodo. Je pa recimo tudi zelo zanimiva ta voda recimo od stročnice, naprimer od čičerike ali pa od fižola in tisto, ko je v pločevinki, tisto vodo potem v bistvu na tak način zmiksaš in rata kot sneg in se dejansko lahko tudi tisto uporabi. Se pravi, da se na ta način v bistvu, odvisno zdaj, kjer pecivo želiš narediti. Če morda malo bolj, če gremo na slano, potem verjetno je to primerno. Naprimer, ali pa tudi za te španske vetrce ali pa tako. Se pravi, da je odvisno, kaj potrebuješ. Potrebuješ, da ti veža, potrebuješ, da ti tisto mehkobo naredi, kot ti jo sneg recimo in potem najdeš pač nek nadomestek. Ampak tukaj bi pa svetovala internet, ker internet tukaj pa je ogromno recimo koristnih stvari, idej, in se na ta način lahko res dejansko kulinarično obogatiš. Veliko ljudi, kot smo že rekli, ima danes alergijo in recimo na otroškem igrišču velikokrat tudi slišim mamice, naš pa ne sme teh piškotov ali pa recimo teh prigrizkov, ker je alergičen na oreščke. Kako pozorni moramo biti pa pri tem? Alergija na oreščke mislim, da je ena izmed najhujših, sploh za tiste, ki so res alergiki. Se pravi, tukaj imamo včasih zelo kratko obdobje od tega, da je prišel ta otrok oziroma ta oseba v stik s tem alergenom, pa do res burne reakcije, ki je dejansko lahko življenjsko ogrožajoča.
Tako da ja, tukaj je treba biti zelo strikten. Jaz se spomnim, sem bila na praksi v eni osnovni šoli in je bil otroček v vrtcu tako alergičen na beljakovino jajca, da jajce niti po hodniku ni smelo iti, niti v sledovih. In je bil takrat res tisti protokol tistih par let toliko strog te cele šole in tega vrtca, da so preprečali karkoli bi pač šlo narobe. Se pravi, lahko je on bil v igralnici, ampak že po hodniku v bistvu tega ni smel biti. Tako da veliko šol danes tudi ne dovoli več, recimo, ne, spomnim, ko smo bili mi majhni, si imel rojstni dan, si prinesel pecivo in na žurke, ne? Danes tega ni več, ne? Če dovolijo samo v embalaži, kjer je zelo jasno označeno, da ni teh alergenov. Tako da oreški so tukaj lahko zelo nevarni in je treba biti res, res strog in ne mogoče pa se ne bo nič, ne? Ali pa tudi, če gostimo mogoče rojstnodnevno zabavo za sošolce od svojega otroka, pa se doma mogoče ne srečujemo s to težavo, morda niti ne vemo, koliko teže je res treba temu dati. Za konec, res na hitro, morda za tiste, ki uvajajo gosto hrano pri dojenčkih, alergeni jih dodajati že na začetku ali bolje počakati, ko bo otrok star 1 leto in potem začeti s tem? Bilo je, da se nekako čaka do 3. leta, zaradi tega veliko teh otroških alergij zvodeni, ampak se zdaj dejansko doktrina spreminja in se ugotavlja, da je alergeno hrano bolje uvajati še v času, ko je otrok dojen, zaradi tega, ker v bistvu materino mleko ima tudi določene protitelesa in pomaga nekako imunskemu sistemu dojenčka njenega spoznavati vse te molekule. Tako da zdaj se tukaj malo to spreminja in se dejansko alergena hrana uvaja že prej. Hvala lepa, Katja, za ta pogovor. Verjamem, da smo povedali marsikaj novega, zanimivega, če ne drugega, pa smo se malo osvežili znanje, glede na to, da je veliko teh dilem, ali mleko da, ne, in kako ga nadomestiti, pa seveda tudi druge alergene, kako jih vključiti in s katerimi stvarmi lahko to nadomestimo. Pa srečno! Hvala!